Ko obstajajo ljudje, ki so tudi leni, pa niso debeli. Ne pomeni, da boš fit čez noč. Si daš nek cilj in pa si vmes to razčleniš na tiste manjše cilje in boš nekako prišel do tega. Sladkorja se izogibaš vedno, pač ga ni. Napredoval boš, ko bodo mišice počivale in ko boš jedel. Delaš dokler lahko, pa gledaš nazaj. To je cilj. To je cilj, ne. Danes je pustni torek in zato sva se odločila, da bi eno temo zbrala malo bolj tako pustno, malo bolj zabavno, malo bolj zanimivo. In na koncu pa še do tega, da so zbrala eno tako temo, ki v resnici lahko ni popolnoma ni zabavna, ampak čisto 100% resna. Ja, midva je bila naredila resno, ne. Lahko se pa tudi zajebavaš iz tega. Lahko je pa tudi zelo, zelo zabavna, ampak je pa tudi nekaj tazga, kar se človek v to skrije. In to je v bistvu šport za lenuhe. Ja, in pa za tiste, ki so debeli tako, ali gensko, ali pa tudi so leni, pa so pa tudi debeli. Ko obstajajo ljudje, ki so tudi leni, pa niso debeli. Ja, novega tazga sošolca. Ja, velikih je. In mi da bi danes rada prišla čez take stvari, kot so. Kere športe lahko delaš, če si malo bolj len, pa se ti ne da, pa da z njimi začneš, pa prideš. Zelo pogosto se potem, ko začneš trenirati, zgodi, da postaneš predvsem len v športu. Ti si bil, preden si začel kolesarjenje, zelo len, tako da to je že... Sem treniral veslanje, ampak v nekaj časa vmes... Ne bi rekel, da sem bil neki zelo zagret šport, no sem bil bolj len. Vmes nekaj časa bi lahko rekel, da si bil len. Pa si se to vsi, da dobro sigurno. Ja. Sem bil. Zdaj sem veliko manj. Tako da lahko najprej to tvojo zgodbo povedal. Ja, lahko, ne. Ja, mislim, jaz nisem bil debel, ne. Nisem bil nikoli debel. Na začetku se je zelo dolgo časa z nobenim športom nisem ukvarjal. Všeč so mi bili taki skupinski, rokometu se dosti spremljal, bil sem tak couch športnik, ne. Pol sem pa začel z veslanjem, ne. Ampak to ni trajalo dolgo, pa tudi ni bilo to, nisem bil neki dober na tekmovanje, nisem hodil in tako naprej. Tako da ne bi te mogli rekel, da sem nekaj resno treniral. Pa saj ti ni treba trenirati, da si dober, da nisi len, ne. Sam, da se z nečim ukvarjaš. Pa sem nehal in pa sem začel kolesariti, turno smučati in tako naprej. In zdaj to delam. In nisem len. Treba se pa pomatrati včasih. Ok, tle se mi prvo vprašanje se mi porodi. Ja. Ker je nekdo malo bolj len, lahko ti rečeš, da ko začneš z nekim športom, da je pol to šport za lene, ker je bil on len? Ali to v bistvu samo šport, ki si ga samo vse prilagodil, zato da si ga lažje delal, ker si bil malo bolj len in pol postaneš malo len, pa vedno bolj discipliniran, in pol to v bistvu ni več šport za len in je to tak splošen šport. Ja, športi za lene so tako tisti, ki so bolj primerni za tiste lenobe, ki se jim ne da nič delati. To so ponavadi taki športi, ki ni nekih pripomočkov, ni dolge priprave, ampak samo greš in greš to delati, zato da se spodbudiš, da nisi več len v glavi. Ne. Ampak ne, če boš začel teči, ne, recimo, to ni šport za lenobe, tek. Ne. Tek je lahko na čisto drugem nivoju, ampak je tak. Prav športov za lenuhe prav tako, da direktno ni, ne? Ker so samo športi, ki jih je lažje začeti. Ja, da pa težje začeti. Ja. Da bi rekel, ta šport, pa to pa samo lenuhi izvajajo tega. Zdaj pa da je nek šport, če si čist popolnoma len, da bi rekel, da zdaj pa to jaz lahko delam. Ja, da recimo, da tiska pa ni len, pa se s tem ne more ukvarjati. Ne, takega športa ni, ampak ja, vse. Po mojem nazivju. Ok. In kateri športi, na primer, so taki, ki bi lahko rekel, da jih je precej lažje začeti, pa da je tudi nekoga, ki je malo bolj len, da se lahko vzame nekaj časa. Ja, da najbolj je hoja. Ne. Hoja je najlažji. Imaš čevlje, daš si musko in greš malo hoditi, sprehajati vsakrat. Tek je že malo težji, mislim, fizično bolj zahteven in sploh za debele ljudi ni to zelo primeren, ker so sklepi pod večjo obremenitvijo in je težje vse to izvati. Za debela je bolj plavanje lahko, ne? Ali pa kolesarjenje, ki ti kolo težo drži gor, ne? V bistvu ti sklepi ne nabijajo ves čas ta teža in
ker poškodbe so na začetku, ko nisi utrjen, so najbolj pogoste pri takih, ki začnejo. Sploh pri tistih, ki mislijo, zdaj bom pa jaz natreniral vse v enem mesecu za nazaj, za 10 let, ki nisem nič delal. To je najslabše, ko začneš. Moraš začeti počasi in pa boš že prišel enkrat na ta nivo, rabiš si vzeti čas. Ne pretiravati strani. To ni dobro. Ali si len, ali si debel, čisto vseeno je. Ti moraš z nečim začeti počasi. Ne da si ti tak, danes bom šel pa ker recimo 50 km teč iz začetka, a nič nisem del. Ampak to si ti vzdel recimo en ekstremen primer, nekoga, ki je prišel v neko zelo slabo fizično stanje, pa si pol dobil neko zelo motivacijo. Ja, in on misel narediti vse za nazaj, takoj. Ne pomeni, da boš fit čez noč. Ampak pa imaš še drugo stran, nekoga, ki se mu pa res ne da. Res. To je pa čist druga stran, ne? Ja. Ampak v fizičnem stanju je pa enake, da ta drg, na primer, zelo ven, pa recimo malo debel. Ja, tam ga je treba pa vzpodbujati, oziroma si mora dati take manjše cilje, ki jih je lahko doseči. Ampak mislim, najboljši si je dati tak cilj, da ti pridi, da ga dosežeš, ampak komi, ne, da ti je težek, ampak ga dosežeš. Ne. Ni vprašljivo, da ne boš. Ga boš, ampak ga je težko. V redu, da mi ti malo več na tem postavljanje cilja povej, ker cilji so ena zelo pomembna stvar, ne? Ja. Sploh v športu. In zdaj, ti, ki začneš z nekim športom, pa da prej nisi nič delal, kaj v resnici pomeni nek cilj? A boš ti zaradi cilja lažje prišel do neke točke, a boš več dosegel, ali cilj na take stvari ne bo vplival, ali kaj boš odvisno? Odvisen, kako si jih postaviš. Če si jih ti postaviš dolgoročno, za dolg časa naprej, pa da prej razmišljaš o vsem tem, ti bo verjetno to zelo pomagalo doseči nek večji cilj in boš tako lahko napredoval. Ne moreš pa ti čez noč se zbuditi, zvečer nekaj preverjaš, naslednji dan si pa daš cilje za 10 let naprej, pa ker nekaj ne razmišljaš prej, niti nič. Po moje je najbolj začeti z manjšimi. Če pa ti prej dobro razmišljaš, kam te bodo vsi ti cilji pripeljali, da si sposoben to narediti, pol pa si lahko daš tudi malo naprej cilje. Ampak najboljše je začeti z manjšimi, pa lažjimi. Recimo, grem hoditi 10 minut, čeprav to ni tako težko, ne. Ampak samo za primer. Pa nekako nadaljuješ. Ja. Se loteš kakšnih drugih športov, ni nujno, da samo na enem ostaneš, ne, ker pa se ti lahko, na začetku se ti zdi, ja, to je pa zelo zanimivo, to pa sam to delo, ne, se vidim, imam jaz je veliko ljudi bilo takih, na začetku zelo zainteresiran, ne, boš delal, jaz tudi za veslanje sem bil, isti primer, ne, iz začetka, ja, to te noč zelo potegne, ti boš začel delati vse na tem, a pa enostavno nehaš. Jaz sem bil tak pri veslanju in to deluje tam leto, pa začne padati vse skupaj in ne bo nič. Kako postaviš cilje na ta način, da ti ne bo postal odveč, da ti ne bo cilj postal prevelik? Ja, se rabiš poznati, ne. Recimo jaz si lahko dam zelo visok cilj, ampak to ne pomeni, da zdaj ti si moraš relativno postavljati cilje. Recimo ti veš, koliko si zmožen, vedno si daj nekaj manj. Malo manj. Ne, nikoli ne. To, kar si zmožen. Ja. Ampak to so kratkoročni cilji ali dolgoročni? Kratkoročni. Ti recimo veš, da lahko pretečeš, ne vem, 10 km v 50 minutah, daj si cilj, ne vem, 52 minut. Ampak ne, da si ti že tekel 50 minut. Ja, ti recimo veš, da si zmožen 50 minut, pa še nikoli nisi, daj si malo manj, ne, da ne boš razočaran, pol, ker ne bo šlo vse tako. Ja. Kakšen da. Kaj pa za dolgoročne cilje, si bolj postaviti večji cilj, kot misliš, da ga boš dal? To pa večji. Zakaj? Ja, zato, ker v bistvu ti sproti si daš najprej en glavni cilj, ne, in ta cilj mora biti en tak zelo visok cilj, relativno. Ne to, da zdaj tekom maraton 2 uri pa 2 minuti, ampak recimo, da tečeš 2 uri 40, pa da trenutno si sposoben 3 ure 10.
To je zelo, zelo velika razlika. Pol ure. Ne moreš si to dati čez en teden, tudi čez en mesec ne, ampak recimo tudi čez en let v bistvu, zvisem, koliko si star. Si daš nek cilj in pa si vmes to razčleniš na tiste manjše cilje in boš nekako prišel do tega. Seveda ne moreš pretiravati, ampak bolj si je dati vseeno malo večji cilj, kot nižji, ker ta cilj to bo pa res visok vrhnov, ne. Koliko je pa pomemben, da si daš časovno omejitev za cilj? Da veš, da bi ga rad dosegel. Ja, če imaš izkušnje že, da si že prej v kakšnem drugem športu, kdaj se kakšne take cilje si postavljal, pa si videl, da po enem letu se ti nič več ne da. A pa če si nasplošno tak tip človeka, da se ti hmal nič ne da več. Pol je boljš, da si več kot pol leta sploh ne vzameš za nek cilj. Za nek cilj. Ker nima smisla, ker pozabiš, nisi več motiviran. Sploh, če si navdušen na začetku ful hiter. Recimo, pogledaš en video nekje in si takoj vzhičen, kaj bo vse. Ponavadi je to najslabše. Ja. Čeprav zgleda na začetku zelo hiter niha. Čeprav na začetku zgleda, da boš z lahkoto vse, ti boš sam še to delal v življenju, se v to najhitreje nekaj. Če je ta, pa sej njim, ne pa zdaj, da te pa sploh nič ne zanima, pa boš vseeno šel tisto delati, ker mogoče pa bo okej. To pa ne. Pač te zanima, ampak ne pa, to pa zdaj žveha. Se pravi, jaz bi se rad lotil nekega športa. Najprej se mi nič ne da in si moram postaviti neke cilje. Pa recimo, da sem šel s tebi na pogovor, da si mi ti predlagal, da začnem, ne vem, hoditi naokrog. In da bi jaz rad v nekem doglednem času, zdaj trenutno sploh še ne moram teči, ker me kolena bolijo, in bi rad v nekem doglednem času spravil svoje 10 km pod 1 uro. In zaradi tega, ker vem, da imam še, zdaj sem 18, pa imam še 5 let, 6 let je do takrat, ko najbolj najhitrejši lahko tekel, da vem, da bi lahko dosegel tudi kaj koristnega v teku, da bi zbršil pod neke amaterske tekače. In kako si zdaj, jaz ne vem čisto konkreten primer, kako bi ti predlagal, da si jaz cilje postavil? Konkretno za 10 km. Ja, najprej treba se je spremeniti slog življenja. Ti ne moreš jesti nezdravo, pa misliti, kaj bo. Če ti prideš iz službe, recimo, pa greš teč, recimo, konkreten primer 18 let. Ja, okej. Zdaj na šolo govori. Ja, na šolo. Ti prideš iz šole in ponovadi greš nekaj delati, ne vem, se učiš, greš na kakšen sprehod, košah greš jedati in tako, kaj poješ, pa tako. To je na začetku. To je na začetku, še preden si daš ta cilj. Ja, okej. Ti imaš nek lifestyle, recimo, nekaj delaš, kalorije porabljaš, ne? Pa boš ti začel teči, ti miraš po šoli takoj teči, ne? In recimo je 7 km in pa ti misliš, da ko si to naredil, ne? Zdaj ti pa ni treba cel dan nič delati, samo še počivaš. V bistvu to ni dober način. To ni dober način, da boš ti 7 km tekel in pa cel dan lahko spiš in ješ na polno, to ni dobro. Še ne rabiš kakšne aktivnosti, ki si jih prej imel, obdržati, zato da je zanimiv, pa da ne delaš skozi eno in isto stvar, ker v bistvu tudi v tem konkretnem primeru nekaj časa si je treba vzeti. Če si prej slab, rabiš 1-2 leti vse. Pa da si postaviš cilj, da v 2 letih to dosežeš? Ja, je treba spremeniti prehrano, treba spremeniti spanje. Ne sam, da bom šel teč, ostalo je pa lahko slabše, kot je bilo prej. Ne, nisem tek in treba delati na vsem. Tako da to je najbolj pomemben. Okay. To se je nekako. Prele si omenil, da moraš dodati prehrano v to stvar. Ja. Koliko je pa pri tem, naprimer, ko si malo valen, tudi ješ precej slabše, ker se ti ne da. In zaradi tega pa postaneš debel. Ja. Če ješ to malo, verjetno tudi če boš len, da boš postal debel. Ne,
Koliko je pa prehrana predvsem tem res pomembna? Ja, zelo. Je zelo, ne. Kaj se zato sprašuješ? Je pomembna tudi aktivnost. Zdaj ti imaš lahko oblikove hidrate, diete, take, drugačne, na maščobe, ne boš jedel maščob, to sladkorja. Sladkorja se izogibaš vedno, pač ga ni. Sploh belega cukra, to ni dole. To bolj, da sploh ni dole. Če greš kam kolesar, hoditi, kakšni taki daljši športi, pa tudi krajši, no. Je dobro, če vzameš kaj cukra, da ne bo poberal, ampak ne pa, da si len, pa to se moraš izogibati. Sladkorja zelo, pa tudi, če karkoli delaš. Ja, prehrana, maščobe so pomembne. Ne misli, da so maščobe, so veliko pomembne, kot cvjajo, veliko bolj pomembne. Sploh nasičene ne, Kjer so to zdrave maščobe? Ja, nenasičene so. Sploh je vse večkrat nenasičene, to so kakšna olja, oreščki, take stvari. In to je najboljši jesti, sam ne zdaj, da boš to, kar žeril. Se pravi, da samo v bistvu vključiš v prehrano. Ja. Zelo veliko ljudi ima tako prehrano. To je dobro za krvni fak in tako naprej. Nasičene so pa v kakšnih sirih najbolj, pa v mesih, mislim, karkoli. Zelo pogosto fiti vprašali. Ja, sej te v čerešniku, svinjino, so sam nasičene, sej so ne nasičene, ampak je nasičenih več. Sam niso toliko nezdrave nasičene, kakor so transmaščobe. Transmaščobe niso, sploh to ne obstajajo v naravi. Ti tega ne moreš. To še zapravo umetno pridelane. Ja, ti ne moreš transmaščob jesti, ja, zdaj pa tam pulsa, zakolješ, pa ga poješ, tega ne moreš ti dobiti transmaščob nikakor. To je v piškotih ali pa kakšnih takih starih, Nutella, sladoled, take stvari so. Transmaščobe, to pa je isto kot cuker, oziroma še huj. Transmaščob pa sploh ne rabiš. To pa še manj kot cuker, sploh ne. Nasičene, če ješ meso, jih boš dobil, pa ni to nič strašnega. Tako da je tudi malo jih rabiš. Nenasičenih pa tega pa čim več, mislim, zdaj ne bi vzel steklenico olja pa pil to. Ampak v nekih merah. V nekih merah, ja. Glede So pa recimo v primerjavi s katerimi drugimi ja, manj beljakovin, ogljikovih hidratov, tega rabiš pa več. Ogljikovih hidrati so pa energija, za dolgotrajno energijo. Mislim, se so tudi sladkorje ogljikovih hidrati, samo so kratkotrajne. Ogljikovih hidrati so pomembni za tiste, pa ja, glikogen je s tem povezan, ki se ti shranjuje v mišicah, in ogljikovih hidrati skrbijo za to, da ga imaš malo veliko. Dobre je z veliko ogljikovih hidratov, ampak ne pa, da se boš, recimo kruh, ne pa, da pol ti nič ne delaš s tem, ker v resnici pol se ti ogljikovih hidrati lahko pretvorijo v maščobe, se mi zdi. Če ti nič ne delaš, ja. Če boš ti skozi jedel ogljikove hidrate pa nič delal, bodo šli v maščobe, kako razumem. Se pravi, telo zmožno iz ogljikovih hidratov do primera pomanjkanja. Ja, beljakovin skoraj 100%, beljakovine ne more iti v maščobe. Sicer, če ti ne boš nič delal, se ti tudi mišice ne boš dovolj na mišični masi. Logično, ampak ne bodo pa te beljakovine bodo šle iz telesa, ne bodo šle v maščobe. Ogljikovi hidrati pa, kakor jaz vem, 100%. Isto kot cuker tudi šel v maščobe. Tako da ogljikovi hidrati za dolgotrajno energijo, velikih jest, če kaj delaš. Če pa ne delaš nekih dolgotrajnih stvari, pa mislim, se jih moraš nekaj pojesti, ne pa toliko zelo veliko. Recimo na prehrano na začetku, kad do takrat, do tega trenutka nisi nič delal, pa da začneš s hojo. Ja. Kakšna zgleda prehrana človeka, ki začne s hojo, pa da je imel takrat totalno za nič prehrano, ne vem. Sama hitra hrana in tako. Ja, kot smo rekla, izogibati se maščobam, transmaščobam, sladkorjem, vključiti vitamine. Se pravi, v bistvu pomembno je, da ješ sadje, zelenjavo, razne ogljikove hidrate. Beljakovine. Pa kakšen zrezek. Ja, seveda. Pa vitamine,
saj te dobiš z sadjem pa zelenjavo. Ja. Že dosti. Pa vode veliko piti, ne moramo pozabiti na vodo. Sam ne pa pol neke sladkane pijače, pa neke sokove, to ni prav dobro, ne, to je veliko cukra, vseeno. Ja, nekako tako je, ne, vitamini so Ja. najbolj povedali. Zdaj pa še tako eno naslednje vprašanje je, ti, ki napreduješ v športu, to poteka po korakih. Ne? In kaj korak deluje za kaj? Naprimer, ti, ki greš na trening, a boš takrat največ napredoval, ali boš največ napredoval, ko boš počival pa jedel, ali boš največ napredoval, ko boš, ne vem, si poskusil kakšno dodatno način regeneracije, kot je mrzla kopela, pa savna. Ja, napredoval boš, ko bodo mišice počivale in ko boš jedel. Ker v bistvu, ko ti treniraš, kuraš lahko v primerih določenih tudi mišice. Jih lahko, ne vedno. In to ni dobro, ampak to je nekak namen, da ti pač ne zdaj kuraš mišice, ampak da pol ješ in da v bistvu s tem dobiš energijo in pa beljakovine, ki bodo pol obnovile to tkivo in bo še močnejše, bolj vzdržljivo, bolj eksplozivno, kakorkoli. Tako da to je tisti del in ti si rabiš dati počitek vmes. Zato ne smeš biti zaletal pa začeti z ne vem čim. Ne? Zato tudi na začetku mogoče cilj mora biti malo nižji, zaradi tega, da se ti ne pretreniraš. Dolgoročno, kot sem rekel, pa je lahko cilj malo več, kot si sposoben. V misli, ne, da ne moreš zdaj si dati cilja uro 50 maraton, ampak tako v misli nek namesto 2 uri pa pol, 2 uri 28, če si zelo dober. Pač malo boljš, kot misliš, da si sposoben. Na kratko pa ne, ker to pa ne bo delovalo. Lahko začne, sploh če nisi izkušen, takoj pretiravati. Če si pa izkušen, mogoče lahko si malo povišaš te cilj, če ne pa ne. Kako hitro se pa lahko pretreniraš? Ja, zelo. Vsak se lahko pretrenira, od najboljšega do najslabšega, samo da najslabši se bo še precej hitreje. Ne vem, če bi najslabši, pač malo slabši, recimo nek kolesar šel delati treninge, zdaj pa jaz hočem biti kot nek Pogačar, to ne bo dobro. To sem dobro končal, hiter boš končal, vsak boš končal. Ti rabiš začeti na temu, čemer se ti zmožen. Trening mora biti tak, da nisi ti po treningu, bil sem tak, se za nič, vse me boli, nič več ne morem, sem spal 3 dni. Ne, ti moraš biti po treningu tak, dobro mi je šlo, vse sem naredil, nisem glih na pogreb in mi gre prav dobro. Tak moraš biti, mislim. Nisi imel takih zgodb z mano, ki si šel pretrenirati do konca, pa ne zaradi svoje, mislim, tudi zaradi sebe, tvoja napaka, ampak tudi moja. Si velikrat se pretreniral, pretiraval, ti se nisi pretreniral. Čeprav si se tudi pretreniral enkrat v tvoji kolesarski karieri, si se pretreniral, si uren, ampak takrat, ko so šla pa midva, si pa pretiraval. To je nekaj drugega pretiravanja. To je pa z enim samim treningom se v bistvu ne moreš pretrenirati. Ne, pretirati se ne moreš. Lahko pretiravaš, da greš ne vem kaj nares, pa komi preživiš dobesedno, se plazaš. Pretreniraš se pa v bistvu, ti ves čas greš na to, da tvoje mišice so utrujene, pa greš še enkrat, ko so utrujene, pa še enkrat na to in pa se začnejo mišične poškodbe, kri, švoh, pljuča so zmatrana, vse izmatrane vezi in to pa je pol pretreniranje. Koliko je pa pomemben, da imaš treningov na teden? A imaš ti zelo intenzivno začeti, pa res paziti na to, da imaš vsak dan neko resno telovadbo? Ja, pa govorimo o lenuhi. Ja. Je na začetku najboljš, da začneš z malo in da je to redno. Kaj to pomeni malo pa redno? Malo pa redno. Da ni tako, da boš ti 5 dni zaporedoma ves čas šel nekaj hoditi, pa pol
3 dni nič, pa spet 5 dni ali pa 3 dni, pa spet 5 dni pauze, pa tako. Ampak da v bistvu ti si daš neki, zdaj bom pa naredil ponedeljek, torek, neko hojo, tako malo daljšo, pa je nek počitek, pa eno krajšo, pa spet eno daljšo, pa tako. Da imaš neko strukturo, ki jo ponavljaš skozi teden, če vidiš, da ti to gre, delaš to. Če si pa ti debel, pa rabiš delati treninge, ker tukaj piše na ChatGPT, to je napisal, začni s kratkimi sprehodi 10 do 15 minut in postopoma povečuj čas. Mislim, jaz se tukaj delno strinjam, ampak če si ti debel, ti 15 minut nič pokuran maščobe. Nič. Pač 10 do 15 minut je absolutno premalo. Maščobo ti začneš kuriti po pol ure. V coni 2. Torej, če si ti debel, ne se zagnati na polno, pa delati ne vem kaj, ampak začni počas, tako da boš imel puls v coni 2, mogoče si kaj kupaš, da ti meri puls. Po mojem, to Ni nujno, ampak s tem lahko dobiš zelo hiter velik. Če se tako resno lotiš, se ga stane veliko. Si v bistvu to kupaš in gledaš cono 2, v bistvu vse, kar rabiš, je vzeti tvoj maksimalni puls, ki je na okolo med 220 minut leta in to neseš not in pol pač delaš v tej coni, ker ta cona ne bo porabila zalog ogljikovih hidratov, ampak samo maščobe, ne samo maščobe. Beljakovin ziher ne, malo ogljikovih hidratov, večino maščobe in delaš v temu, zato da se znebiš teh maščob, če si debel. In to pa rabiš pol ure najmanj biti aktiven, ne 10 minut. Z 10 minutami ne boš naredil nič. Za kurjenje imaš čas. Ja, nič. Tako da, če si debel, se rabiš, to je zdaj nekaj najbolj pomembnega, kar sem zdaj povedal. Če si to zapomniš. A se pravi, vsak dan, da greš pol ure za pol ure na sprehod, ali kako? Malo več mogoče. Da si tam. Začni s pol ure, ampak ne pa vedno pol ure, pa malo več. Ne zdaj 5 ur na začetku takoj, ampak do ure lahko priješ tam v enem mesecu, mogoče 2 v enem letu, pač tako. Ne smeš pa pretiravati, 3 ure, 4, to je preveč, to je vse. Razen, če se čutiš, da si tako dober, malo lahko delaš, sam v coni 2, ker nočeš iti v cono 3, 4, ker boš kuril preveč ogljikovih hidratov, pa premalo maščob, ker maščobe ti ne bodo zagotavljale energije. Ne boš mogel toliko hiter kuriti maščob, da boš dobil toliko energije za to, kar ti delaš. Zato do cone 2. Tako, nekaj. Ja. Najlažje je začeti s hojo. Ja. Ampak s hojo pa s tekom se v bistvu napreduje samo do neke stopnje, pa hoja pa teksta zelo dolgočasna športa. Zelo, ja. Vse sploh tek po ravnini je, jaz bi rekel, nastavljeno najbolj dolgočasen šport na svetu. So še bolj, ampak izmed takih poznanih. Se verjetno se lahko enake rezultate, kot so zdaj, na kateri so zdaj gradili, dosežeš. Na vseh drugih športih. Ja, mislim, zdaj ne moraš ti iti džingati v teži, da boš kuril maščobe. Ne, to ne. Ampak boks je tudi preveč eksploziven, še vedno, čeprav, ampak boks ima. S boksom se da zelo veliko maščobe. Zelo, ja, ampak problem je, da traja vsem premalo. Lahko traja premalo, veš. Lahko, pa tudi preveč intenzivno je, če ti resno, v velikih conah pulza si, zato. Kolesarjenje, to bi znal biti boljš kot tek, ker vsem, ki pa ti tečeš, imaš res visok puls. Pa zdaj ki obremenitve sklepov sada. Ja, To, kar si že povedal. tako da mogoče plavanje, pri plavanju imaš nižje pulze, ker tudi dihati ne moreš toliko logično, pa tudi puls ne more biti toliko visok, tako da mogoče plavanje. Hoja
taka hitra, ker s hojo ne moraš prijeti v tiste višje dele cone 2. Kakšni skupinski športi, futsbal, pa ne vem, kakšen rokomet, taki, samo mora dosti trajati, ne, pol ure premalo. Mislim, takrat se začnejo resno kuriti maščobe šele. Sej obstajajo ure, ki ti kažejo približno, kaj ti kuraš, ne, maščobe, ogljikove hidrate, beljakovine. Ampak to stane malo več za začetnika. Jaz bi rekel, da je najbolj primeren plavanje, pa kakšen skupinski šport. Tak se ti malo bolj zabaven. Ja, ker zdaj tek je previsoki pulzi, ter hiter, pa ni zabaven. Kolesarjenje mogoče tudi kakšnim ni toliko zabaven, pa če se res preteže, tudi ni prav zelo dober. Mogoče res kakšen futsbal, tam imaš kar visoke pulze sicer, ampak bi šlo. Niso taki pulzi kot pri boksu, pa nekih še takih. Kaj pa praviš, a ti mora biti tudi šport, ki ga imaš res rad, a ti mora biti vedno zabaven? Prebiraš. Ja. Ker ti imaš kolesarjenje zelo rad. Ja, zelo rad, jaz imam zelo rad, ampak včasih se ti zdi pa prav, zakaj, ne. Ne, to je pri meni zelo redko. Jaz sem vesel, da kolesarim, tudi smučam. Nikoli mi ni bilo, če se mi ne da, ne grem, ne. Medtem to je razlika, ne. Profesionalci pa ne da se mi, moraš iti, če ne nič. Meni pa, ko se ne da, enostavno pač ne greš, ne, dobro. Zdaj, kaj pa, če to postane navada, da se ti ne da, pa vedno ne greš, ker se ti pa še bolj ne da, pa še bolj za to ne greš? Ja, pol je pa to problem. Ne. Jaz še vedno delam veliko kilometrov, dober sem zelo, sem kdaj tudi prisilen, berem na kolo, pa to redko, ne. Ampak če pa to postane navada, da pa ti kar malo spuščaš vse, pa moraš oceniti, kdaj je tega preveč. Lahko se tudi zgodi, da je tega preveč, pol je pa to problem. Pa prideš v to stanje, s katerega smo zdaj vam prišli. Ja, da si len. Pa se rabiš po mojem nekaj novega najti, ne, sej športov je veliko. Nasploh, če delaš na tem, da izgubiš težo, ti je po moje mogoče, če res sam to hočeš izgubiti, je po moje tako, no, športe lahko kar menjavaš. Itak nobenem ne moraš biti ne vem kaj, ne moraš nekaj neverjetnega doseči, ampak jih nekako menjavaš, da ti je všeč, da še vedno rad to delaš, da prideš k cilju, če ti je to cilj, da shujšaš. Če ti je pa cilj, da si v nečem dober, pa ne menjavaš športa, pa bo to tebi. Če se ti zdi, da si gre. Ampak tudi v teh navadnih športih, sam kot amater športih, kjer so profesionalni lahko, kjer delaš kot ljubiteljski športnik. A je tle tudi fulfulna motivacija, pa disciplina, pa glava, kakšno veš pa ti postavljeno? Ja, ali je to tako? Disciplina je bolj pomembna kot motivacija, ne. Motivacija te zelo hitro lahko kar relativno visok pripelje, ampak ko ti nekam prideš, ne, pa če si že nekako dosegel to, za kar si bil motiviran, ne, bo to hitro padlo, ne. Ti nekaj dosežeš in pol motivacija pade, ker ti v bistvu nisi discipliniran in bo šlo vse dol. Če si pa ti discipliniran, boš pa ne glede na to, kam gre krivulja, tako si dober, ne, boš še vedno imel krivuljo dela visoko in mogoče se bo enkrat obrnilo tudi to, kar se kaže gor, ne. Medtem ko motivacija je mogoče prešibka. Motivacija je zelo dobra za malo časa in zelo močna. Pa lahko zbledi zelo hitro, ker ti vidiš, da ti nekaj ne gre, bo motivacija padla in to je to. Ali pa če si že dosegel to, pa ne bo motivacije sploh. Ja, glede tega je. A si ti kdaj pisal dnevnik treningov, kaj vse si naredil? Ne, nikoli. Prav pisal ne. Tudi imam sicer Stravo, ampak ne uporabljam toliko. Zdaj sem prišel s kolesom, zdaj pa nisem sploh
imel števca. On. No, v bistvu sem ga imel, v bistvu tle gor na čeladi je bil, ker sem imel ga v čeladi, ker sem prišel s kolesarjanja, pa sem ga zdaj skole gortov, da sem ga imel klelego. Pa nisem sploh občutil, lahko mi bi dol padel, zgubil bi števc za 200 evrov, ampak sem zdaj tako, da ga imam dol, ampak ne, res nisem vedel. Niti ga nisem iskal. Tako da ja, zdaj si ima zavil, ne, jaz si nisem nikoli pisal, kaj sem delal, niti kaj bom delal. A misliš, da to pomaga? A to, kaj si, Pisanje dnevnikam. a kaj si delal ali kaj boš? Recimo, mislim, kaj boš, vem, da pomaga. Ja, Če si napišeš, kaj boš naredil, boš to bolj verjetno naredil, kot če ne boš tega. ja. Ampak Sej za nazaj. Problem nastane, če se ti malo poleniš, pa začneš gledati samo tisto, kar je bilo tam 2 leta nazaj. Ne. To je lahko problem. Ti začneš gledati, kaj si dosegel. Recimo, jaz nikoli ne grem gledati mojega Everestinga, ker sem ga šel delati, pa ga analizirati, pa gledati, kaj sem jaz, pa to sem šel 200 km, pa to sem šel 160, pa take smeri. Tega jaz ne delam, zato ker se ti lahko zgodi, da začneš to delati ves čas, ne samo enkrat, to je v redu, ampak da ti začneš gledati, kaj si dosegel in si, to sem jaz dosegel in to je to, kaj so, ne. To je lahko problem, ker ti ne gledaš več naprej, ampak samo nazaj. Najboljše, da ti gledaš naprej in pol, kaj je enkrat konc, ne, se smo vsi enkrat stari, pa lahko začneš gledati nazaj, kaj si segel, ne. Ni pa dobro, da gledaš. Kaj pa pisanje na ta način? Da si vsak trening ne pišeš, kaj si prejšnji teden naredil in da na ta račun poskušaš naslednji trening narediti boljši. Lahko, ne, se ne rečem, lahko analiziraš stvari za nazaj, aha, tukaj je bilo pa tako, pa greš nekaj drugega delati, ne. Ali je to tehničen šport. Sam tehnično moraš, pa ti ga pa nimaš zabeležen, moraš imeti pa v glavi zabeležen, kaj si delal, ne. Fizične podatke imaš lahko zabeležene, to pa ne, to si moraš pa zapomniti. Če imaš menega trenerja. Ne, sej to pomaga, če ti veš, kaj si delal narobe. Ne rečem, da ne smeš gledati stvari za nazaj. Ampak ne moreš pa ti biti pri 18 recimo ponosen na to, mislim, lahko si, ne. Sej tudi jaz sem, ampak ne moreš pa, to je to in zdaj je konc, ne. Delaš dokler lahko, ne. Pa gledaš nazaj. To je cilj, ne? To je cilj, to je cilj. Ne moreš reči, naredil sem Everest in pri 14 in zdaj sem dober do 80. Ne, lahko še kaj narediš. Tako da treba je gledati naprej v vseh športih. Pa malo se tako, da te to spodbudi lahko, kaj sem že naredil. Če si to naredil, boš pa lahko še kaj večji. Ne naredil v prihodnosti. Ne. To je lahko za vse tiste, ki so leni. Če so že kdaj prej kaj naredili, pa so pol postali leni, da si pokažejo, da so zmogli včasih neki, pa da lahko zdaj spet ali pa še več. Ja, v kratkem času, če treniraš, lahko dosežeš še več. Da. Imaš že kakšno teoretično stvar za povedati o tem, kako narediti? Pa zdaj, jaz tlele niti nisem gledal nekih opornih točk. Mislim, tako čisto osnove, veš, če mora kdo kakšno pametno stvar še vedeti, da lahko začne, ali je to v bistvu samo še odvisno od tega, se bo stelotili? Ja, po moje kar tako, ne. Po moje so povedala veliko stvari, mislim, da tudi dober in če ima kdo kakšno vprašanje, lahko vpraša, ampak ja, poročite v komentarje, bo tudi poskusili odgovoriti. Ja, sigurno. Ne, 100% bova odgovorila. Pač. Na nek način. Na nek način, Zdaj, ko ste že tako daleč prišli, vam je verjetno to, kar midva delava, še kaj všeč. Tako da bi bila zelo vesela, če se naročite. Nova epizoda pride vsak torek ven. Ja. In Mina so vesela, to, kar delava, dobre. In ja, pač, ne. imejte se lepo
Lep pustni torek do kar je. Ja, Ker zdaj pa post 40 dni naprej. ja, pa delati, ne. Pa upam, da je koga to navdušil, da se sam loti kakšne svoje spremembe. Ja, to bi bilo zelo dobro. Ja. To bi bilo izjemno, bolj kot kakšen subscribe, čeprav tudi tega se ne branimo, ne, ampak če bo kdo kaj začel delati. Če ima kdo kakšno zgodbo, sporočite, vas bo tudi povabila. Ja, lahko, če Se prvi zgodba začne iz tukaj, se bomo malo pogovorili. lahko prej pove. Lepe zgodbe so vedno zabavne. Sej ne, sej tudi ne še na video, lahko tudi nama tako pove. Sej ni tega, zdaj jaz sem, pa začne razlagati, če noče ali pa kaj. Lahko sam pove, ne. Bi bilo zanimivo. Tega bo vsekakor vesela. Ja, zelo. Zato imejte res lep teden, lep torek in se vidimo naslednji torek.